Slovenske gore žal ne slovijo samo po svoji mistični lepoti. Tam zgoraj je namreč svet, ki človeka lahko osupne in povsem podredi tudi svojo divjo, temačno in sila nevarno platjo. Tega pa se zelo dobro zavedajo slovenski gorski reševalci, ki se že 100 let praktično v vsakem vremenu in letnem času brez pogojevanj nesebično odzivajo na klice na pomoč. To so fantje in dekleta, ki se lotijo vsake stene, vsake gore, bodi si peš, bodi si v alpinistični navezi ali pa po zraku, na pičle 4 mm debeli jeklenici lebdečega helikopterja. Verjemite, vsi tisti, ki so v krvi, bolečinah, mrazu, tam zgoraj zaslišali nezgrešljiv ropot rotorja in ob sebi zagledali pojavo v oranžno-rdeči opravi z našitki GRS, najbolj natančno vedo opisati pomen besede odrešitev in olajšanje. Danes bomo od blizu pogledali, kako je leteti s fanti, ki rešujejo življenja. Ja, gorsko reševanje s helikopterjem sodi med najbolj skrajne, ekstremne oblike simbioze med človeškim znanjem, pogumom ter strojem. Med pilotom, letalskim tehnikom, gorskim reševalcem in zdravnikom letalcem mora med akcijo vladati popolno zaupanje, stroga disciplina in enormna količina znanja. Vendar so tudi oni le ljudje, ki se vsak na svoj način odzovejo, ko gredo stvari zares. Ko do njih pride obupan klic na pomoč, leta sproži različne odzive. Ja, seveda ob klicu na pomoč oziroma v akcijo se najprej dvigne adrenalin, v bistvu naraste ti pritisk, enostavno z leti to sicer upade, vendar najprej pomisliš na najhuje, na tisto, kar boš mogel storiti, da pomagaš človeku, zraven pa še cela organizacija. Ko si pa na kraju, v dejanski situaciji, moraš imeti pa v glavi, da izpelješ to varno, pravilno za sebe, za vse udeležence in za ponesrečenca. Svojevrstne občutke ponuja tudi sama pot iz lebdečega helikopterja na mesto nesreče. Zdravnica Petra Zupet je začetnica med zdravniki, reševalci, letalci. Kako torej ona dojema dejstvo, da viseča na koncu jeklenice svoje življenje dobesedno položi v roke pilota, operaterja vitla in tudi zanesljivosti letečega stroja ter ostalega materiala? Moram reči, zaupati moraš. To je prvo. Če ne zaupaš drugemu, tega ne boš počel. Moram reči, kar sem se jaz zdaj učila, je zelo pogojen z mojim psihičnim drugačnim počutjem. Če sem drugač pod stresom, je to tudi težje bistveno početi, kot recimo danes, ko sem prišla sproščena brez težav. In je pa res bistvo to, da mora vsak drugemu zaupati, ker če ne, vsak če naredi minimalno napako, pa vemo, kako se lahko konča. Uigranost in usposobljenost ekipe se seveda doseže le z nenehnim treningom in vajo. Na pobočju kranjskogorskega smučišča smo se na lastne oči lahko prepričali, da je tudi vaja izvedena s smrtno resnostjo. Natančen briefing, nastavitev komunikacijskih kanalov, zavarovanje posadke in že smo leteli. Spust reševalca s psom, ki je poiskal in lociral ponesrečenca, kontakt, spust zdravnice in zelo hitro tudi dvig ponesrečenca ter ekipe. Vajo smo izvedli po izdelanem elaboratu, oziroma elaborat je bil izdelan tako, kot približno v dejanskih situacijah tudi izgleda, vendar tako enostaven teren, kot je tlele, običajno ni, tako da kljub temu pa teh postopkov ni za podcenjevati, ker delo s helikopterjem je eno najtežjih in najzahtevnejših reševanj v gorah. Za to nalogo so posebej izurjeni tako piloti, tehniki letalci in pa seveda mi, reševalci, letalci, zdravniki. Skupaj imamo vaje, skupaj se urimo, tako da so res uigrane ekipe, ki v dejanskih situacijah ne smejo odpovedati. In kaj je tista najbolj zahtevna prvina helikopterskega reševanja v gorah? Absolutno je to stensko reševanje, ker tam v bistvu za kratek trenutek helikopter pripneš v steno. In v nobenem primeru ne sme biti najmanjše napake do tistega momenta, ko ponesrečenca odrežeš iz stene in si zopet na jeklenici na vitlu helikopterja. Pripeti helikopter, recimo v kilometer visoko skalno gmoto severne Triglavske stene, je z vidika navadnega smrtnika seveda misija nemogoče. Izkušen pilot pa se zadeve loti z do potankosti natreniranim manevrom, izpiljenim občutkom, intuicijo notranjega glasu in zaupanjem celotne ekipe. Najprej ocena situacije, se pravi veter je naš največji sovražnik,
ker če je močan veter, imamo mi zelo veliko problemov, ne. Druga stvar je pa seveda bližina stene, ne. Oddaljenost od stene, zdaj, če je to zelo strma stena in če je ponesrečenec v steni, ne, to pomeni, da se mora reševalec z njim približati s kljuko in v bistvu to zelo blizu na meji, kako bi rekel, varnosti, ne. Govorijo to o 10 metrih, 15, 5. Tukaj je rotor, pa še dajte zraven 2 metra, 3 metre, tako da je zelo blizu, ne. Krat oči na peclje in ni napake verjetno. Pa naš tehnik letalec, pa seveda tisti, ki na tisti strani stene, ona dva sta tista, ki vidita. Legendarni helikopter Bell, Huey, UH-1H, ki se je kot pravi angel varuh hranjenih vojakov proslavil v nedostopnih džunglah surove vietnamske vojne, je postavil temelje tudi zahtevnemu reševanju v civilnem življenju. Slovenska vojska in policija za potrebe gorskega reševanja seveda uporabljata novejšo in predvsem zmogljivejšo različico legendarnega Hueya, Bell 412M. Ta zares izjemen stroj zmore ob tročlanski posadki peljati še 11 potnikov. Njegova največja vzletna masa pa doseže skoraj 5,4 tone. Za namene gorskega reševanja je tak Bell opremljen z elektrohidravličnim dvigalom, ki zmore na krov potegniti 272 kg težak tovor na 75 metrov dolgi jeklenici. Glede na to, kar imamo pri nas v Sloveniji, je to, ne. To in to, kar ima policija, ne. Tako da to je delovni konj in dokler bo vzdrževan, bo delo, tako da zadeva je dobra. In kako pilot zaupa tej legendarni leteči vojaški muli, ki ni ravno najnovejšega letnika izdelave? Seveda, in posadki seveda. Tako da to je zaupanje je vedno prvo tukaj.